Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci oddaje s Farmacevtom za zdravje. Ko izveste veliko novega, seveda s Pomurskimi lekarnami smo v družbi in pa magister farmacije Bojan Madjar. Lepo zdrav v našem studiu. Pozdravljeni. Bliža se jesenski čas, zimski čas, seveda viroza, eno, drugo, tretje in pa, kar je prvi znak pri ljudeh, sprememba temperature. In danes bova govorila praktično o predstavitvi termometrov za merjenje telesne temperature. Pripomoček, ki ga imamo doma ali ga nimamo, večinoma nas ima, posebno kjer imajo otroke, pa misliš, to je vsakdanja reč, se to non-stop mora delati, vzamem ga takrat, ko ga potrebujem, morda samo enkrat na 2 leti. Pravzaprav telesna temperatura je tisti prvi znak, da se nekaj v našem telesu dogaja in o kateri vrednosti govorimo pravzaprav pri temperaturah s pomočjo termometrov. Ja, res je, posebej pri otrocih je takrat ga zaznaš, da je mogoče, da kuha, pravimo, da je vroč in greš pomeriti telesno temperaturo. Ker zanimivo, pri otrocih se lahko pojavi povišana telesna temperatura ali pa tudi vročina, že pri navadnem prehladu, kar pri odraslih ni ravno običajno. Lahko imamo malce zvišano telesno temperaturo, težko da govorimo o vročini, če je navaden prehlad. Zdaj gripa, tam pa vročina kar nastane, tam hitro zakuhamo, to je kar značilen simptom oziroma znak bolezni. Zdaj imamo tudi COVID, tudi tega bo verjetno pozimiš več teh okužb, to je pa zelo različno, verjetno katera varianta povzroča. Pri nekaterih je bilo bolj, da je tudi kakšna vročina bila, drugače pa niti ne, pa tudi odvisno kak pri kom se pojavlja, ampak to je pogosto en simptom, znak okužbe z bakterijami, virusami. Telo dejansko tudi na nek način po eni strani predstavlja to neko obrambno reakcijo, naš imunski sistem takrat bolje deluje, mi se načeloma umirimo, damo možnost organizmu, da svoje resurse usmeri v obrambo, torej da ne izgublja energije z našim gibanjem, pač pa z gibanjem imunskega sistema, to je tudi namen, takrat, ko zakuhamo, da se uležemo, da počivamo in da damo telesu, da se pozdravi samo od sebe. Zdaj, vprašali ste glede, kadar je verjetno normalna temperatura ali pa povišana, ponavadi merimo pod pazduho, pa tudi načeloma gre za vrednosti med 36,2 do 37,2 stopinji Celzija. Kadar merimo v ušesu, je to malce višje, takrat govorimo o vročini oziroma povišani telesni temperaturi, ko preseže 37,5. Če pa merimo rektalno, potem pa govorimo o vročini, ko je nad 38 stopinj Celzija. Tako različne temperature imamo v telesu, pa so približno. Se spomnim nekde, pri otrocih ravno rektalno ne, zaradi nevarnosti, kakšne takšne, druge, se pravi ne veliko, ampak so nas vedno pod pazduho merili temperaturo. Zdaj omenili ste mesta, kjer lahko izmerimo telesno temperaturo. Kdaj pa se odločimo za katero mesto? Ali je to vedno na isto ali pa lahko kombiniramo ali pa celo za kakšen sum merimo kje drugje? Pa dobro, zdaj tako za doma je načeloma vseeno, verjetno je bolj odvisno, kakšen tip termometra imamo. Zdaj, ponovadi pa, kot ste rekli, se odločimo za merjenje pod pazduho. Dobro, če imamo malo prilagojen termometer, da lahko zmeri tudi na čelo ali pa v ušesu, potem se pač odločimo za merjenje tam. To rektalno merjenje, mogoče pri dojenčkih, zelo majhnih otrocih, včasih se še kdo za to odloči, ampak je manj pogosto uporabljeno. Rekli ste že vrste termometrov, jaz se spomnim termometrov, tiste, kaj je živo srebro notri, pravite za čelo, zdaj smo v primeru COVID-a, ko so nam temperaturo merili, na vseh koncih krajih, na prireditvah, na tekmah, eno, drugo, tretje, ampak zelo zanimiva reč, ne vem, ta termometer, če je, se mi zdi, da je precej odvisen, ali si prišel od zunaj na vhod, ali si že bil nekaj časa notri, da je meni se zdi tu vendarle temperatura malce variirala, ko so ti zmerili tu na zapestju, običajno, ne vem. Termometri pa so različni, kot ste dali, Ja, seveda, takrat je koža izpostavljena zunanjim dejavnikom in seveda tu lahko varira. Zdaj, če je otrok pa doma,
recimo več zdan znotraj, ne, se takrat, ko je bolan, načeloma je, ne, potem pa z tovrstnim termometrom lahko tudi zelo enostavno, mislim, zmerimo točno temperaturo. Ja. Vrste termometrov pa se ločijo glede na kaj? Ja, obliko, kako delujejo. Kako delujejo, ja. Najbolj poznamo te klasične termometre z neko merilno tekočino, včasih je bilo to živo srebro, zdaj so kakšne druge kovine. Potem poznamo te elektronske digitalne termometre v obliki peresnika. Se pravi, na videz spominjajo zelo na te klasične termometre, ne? S tem, da delujejo na elektriko, da imajo neko baterijo in pa potem nam dajo očitek na onem displejčku. Zapisano temperaturo, so hitrejši od teh klasičnih, ko je vseeno treba čakati 4 do 5 minut, da dobiš pravo temperaturo. Pa še omenili ste te brezkontaktne, ne? Digitalne oziroma elektronske termometre, lahko merimo na koži, lahko merimo v ušesu, tako da te 3 tipe termometrov v glavnem poznamo. Ja. Pa je kaj že tale na živo srebro termometer zastarel? Je to že izven, ne bom rekel mode, ampak izven uporabe, se še vedno uporablja. Ne vem, da smo morali tudi paziti, da ni padel dol, ker bi se razbil, ne? Ker je to steklena cevka praktično. Ne? Ali pa še vedno ta pogruntavščina, nekdo jo je pogruntal, ne? In dobil izum, verjetno čestitke za to, ne? Še vedno meri in je še zmeraj merodajen oziroma velja. Ne, se ni bil problem, da ne bi točno meril, ne? Živo srebro je zelo ugodna tekočina v tem smislu, ker zelo fajn odreagira, zelo enostavno ga streseš, ne, pa še vidi se dobro, ja, tako da je imel pozitivne lastnosti. Ena negativna je bila to, kar ste omenili, če se razbije in pride stik s kožo ali pa celo zaužijemo, vdihnemo, je pa to strupeno in zaradi tega je Evropska unija prepovedala že več kot 10 let nazaj, tako da več ne smemo prodajati, ne. So šli ti termometri na živo srebro iz prodaje, zdaj so neke druge kovine, zmes več kovin. Problem pri teh ponavadih pa je, da so v tem, kadar je temperatura nižja, ne vem, 6, 35 ali pa se malce ohladi, so bolj viskozni, ta tekočina bolj viskozna, kar pomeni, da imajo ljudje kar težave potem stresti to merilno tekočino nazaj na 35, ne. Tako da tu res priporočamo, takoj, ko si izmerimo temperaturo, da stresemo, ko je še topel, ali pa ga damo, če se je že ohladil, pa ga damo pod toplo vodo, da pride nekje na 7,38 ali pa 39, skala, pa potem stresemo, lažje stresemo, drugače imajo kar težavo. No. Še vedno pa obstaja ta pomanjkljivost, razbija se lahko, ne? To je noter je steklo, ne? In če nam pade po tleh, se lahko hitro razbija, zdaj te tekočine niso nevarne, lahko v te mešane odpadke potem ta odpadek damo, ne bo tudi življenje škodljivo. Pa ja, to je še vseeno, so nekako najcenejši, pa s tem, ko ga kupimo, to je edini strošek, ki ga imamo. Ne? Ni nekih baterij, ni se treba učiti ga uporabljati, tako da in še nekaj boja, jaz imam 2. Stara sta menda že 20-30 let. Oldtimer postato, ne? To bo neka vrednost. Ne? Ja, mogoče tudi, ja. Za zbiratelje. Ne? Ja. Kdo ve? Ljudje zbirajo vse stvari in vse reči, po mojem, kdo, morda tudi v Sloveniji, zbira termometre, kdo ve, ne? No, danes so popularni seveda in pa tudi bolj praktični takšni svinčnik, ne? Medicinska sestra, vidim, pride, vzame iz žepa in že lahko pomeri, ne? To je sedaj verjetno sodobnost pa trend. Tako, mogoče so malce dražji ali pa niti ne od teh klasičnih, ne? Ti elektronski digitalni v obliki svinčnika, ampak so zelo hitrejši, ne? Če on rabi nekje 4 do 5 minut, bo ta rabil kako minutko. Ponavadi nas tudi na to, da je izmeril temperaturo že z zvočnim signalom opozori, z zapiskoma, ne? Ponavadi imajo dosti velike displejčke, tako da enostavno razberemo tisto izmerjeno temperaturo. Zdaj, slabost mogoče je, da sčasoma potem seveda rabijo novo baterijo, tako da na to je treba biti pozoren, sicer te niso ne vem kakšen finančni zalogaj, je pa res, da v vsakem trenutku ne deluje, če se je pač baterija izpraznila. Naproti mogoče, pa ki nimaš široke baterije. Je potem težava. No, pa brško ne, zdaj bom rekel eno primer, ne, te je težko verjetno goljufati, ker one na živo srebro, ne, se spomnim, smo bili kje, pa sem imel vročino, pa bi rad kam šel, ne, se hitro malo streso, ne, da je bila nižja temperatura, ne, ali pa, da nisi šel v šolo, si ga malo segrel s kakšno krpo,
imam 38, ne grem v šolo, ne? V bistvu pa to ni bilo. Pri teh verjetno se to ne da malce popraviti temperaturo. Ja, tu pacient potem še najmanj pa lahko vpliva na te brezkontaktne termometre, ki merijo v ušesa. Tako. To pa dejansko tudi, če bi se bali, da hoče tista oseba, pri kateri merimo temperaturo, malce goljufat, ker načinov je več, zdaj vseh ne bova razlagala. Potem merijo temperaturo v ušesu, ker tukaj pa ne moreš pogoljufati. Ampak tu je pa treba biti pozoren, tu so spet en tip termometrov, ti tako imenovani brezkontaktni, ampak moraš vladati to tehniko, ker moraš ta žarek usmeriti neposredno na bobniča. Tako da tu hitro zmeri, to je mogoče sekunda, dve. Znajo ga imeti zelo radi starši majhnih otrok, ker si hitro končal. Ja. Ampak je problem, ker moraš res dobro usmeriti, drugače dobiš napačno odmerjeno temperaturo. Pa brezkontaktni, ker ste omenili, Bojan, zdaj v primeru COVID-a, pa to, kar sem že povedal, da so nam merili, je to za uporabo doma tudi? Kaj jaz vem, je to, da imamo doma takšnega, kot so nam merili, zdaj recimo brezkontaktni, gorda ali pa približa koži, pa izmeri temperaturo. Je to priporočljivo tudi za doma, za hišno lekarno? Če je vreden, to je vseeno medicinski pripomoček, če je preverjen strani neodvisne organizacije, se pravi, da ima certifikat, izjavo o skladnosti, če so vredu, seveda. Zelo priporočljivi, tudi prej sem meril starše majhnih otrok, s tem lahko po noči, tudi ko spi otrok, samo usmeriš na čelo, recimo, ta žarek in mu zmeriš, se ga ne dotikaš, ga ne premikaš in takoj vidiš, tako da tudi zato imajo radi, ampak se pa moramo zavedati, so pa nekajkrat dražji od onih navadnih, ponavadi se tu vsaj 3 do 4 krat višja cena kot tih kvalitetnih. Sem v bistvu že profesionalni. Bojan, zdaj, ko smo že pri tem dražji, cenejši, bi bilo verjetno za naše gledalke in gledalce, ki se pojavijo v vlogi kupca pri vas, vi imate verjetno več tipov termometrov v Pomurski lekarni. Priporočate bržkone vse, če že kupi, ampak bi bilo fajn, da bi mogoče povedali dobre lastnosti posameznega tipa termometra in pa slabe lastnosti. Nekaj smo že med pogovorom, ampak zdaj smo že pri tistem končnem dejanju, pri nakupu termometra, ko bi vi lahko dali eno priporočilo ali pa vsaj povedali dobre in slabe strani termometra. Ja, tako je. Nažalost ni idealnega, Vsak ima neke pluse pa minuse. Tako da ponovadi se potem človek odloči, glede na vse to, te informacije. Če začneva od začetka, ti klasični, rekla sva, zdaj so več živega srebra nimajo, tako da tudi, če se razbijajo, ni taka težava. Se pa lahko razbijajo, oni digitalni, elektronski načeloma, s tistimi bi moral že ne vem kaj početi, da bi to uredil. Tako da to je mogoče slaba lastnost, treba je malo paziti, če so otroci se z njimi igrajo, lahko hitro pride do kakšne neljube situacije. Pa dalj časa vzamejo, vseeno je treba tu čakati nekje 4 do 5 minut, da izmerimo. Če ponovadi vidim pri starejši, tem dosti bolj zaupajo, mogoče, čeprav ti elektronski tudi niso za uporabo, ne vem kako težavni, ponovadi en gumb, ki ga pritisneš in potem te on vse vodi oziroma izmeri, ampak vseeno vidim, da z tega vidika imajo jih raje. Bolj enostavni. Ja, pa tudi imajo čas. Otroka boš težko mogoče prepričal 5 minut, da je pri miru in da drži to, pod pazduho pri starejši osebi. In kot rečeno, prednost je, kupiš en strošek, imaš in bo držal, ne vem koliko let ga vi imate, 20, 30 let, 40 let. Ja, samo tisti še ne živi v srebru. Ja, ampak dokler se ne razbija, tudi ta bo držal, tudi če ima drugo to tekočino noter. Tako da to je to za te, pa najcenejši so, nekako. Mogoče ti elektronski, digitalni v obliki peresnika so malce dražji, ali pa niti to ne, pa govorimo mogoče o zdaj, tu se gibljajo cene tam okrog 10 evrov, 10, 12 evrov, recimo, eni te digitalni so mogoče 15 evrov, trenutno, saj bomo videli, kaj bo inflacija prinesla, če bo še nadalje pri nas prisotna, ampak se pravi, cena pri teh ni toliko ne vpliva, se ne razlikuje, so hitrejši, ti mogoče kako minuto rabijo, včasih se zna zgoditi, Sekundo, ste mislili reči,
Ne, tile podpazdušni, recimo minuto. Včasih se zna zgoditi, da zapiska malo prehitro in jih tudi opozorimo, če se vam zdi, raje malce še počakajte. Na naslednji pisk zna biti prehitro, ne? Pri kom, ker ni še taka stalna temperatura. Ne, on neko temperaturo pokaže, ampak če ga pustiš potem še kakšne pol minute, boš videl, da je za kako desetinku, 2-3 Celzija šlo še gor, ne? Tako da mogoče je vseeno bolje malce počakati, ni pa treba 5 minut ravno čakati. Lahko se uporabljajo tako pod pazduho, nekateri imajo tako gibljivo konico in te bi lahko uporabljali tudi rektalno. Ampak kot smo rekli, rektalno se bolj redko odločamo. Potem so pa še zadnji ti brezkontaktni, ti so nekajkrat dražji, cenovno so tam okrog 40-50 evrov ziher, ne, se gibljajo cena vseh teh kvalitetnih, so pa zelo hitri, ne, to je sekunda, 2, dobiš temperaturo. Pri merjenju v ušesu pa moramo pač malce znati z njim rokovati, to zna biti včasih težava, to, ko merimo načelo, pa niti ni toliko, ampak vidim, da predvsem cena potem je tisti dejavnik, ki marsikoga odvrne od nakupa. Načeloma pa z vsemi termometri lahko za domačo rabo so vsi primerni, zmerimo koliko toliko natančno telesno temperaturo. Zdaj še me nekaj šinilo tako v glavo. Bojan, govorimo seveda o stopinjah Celzija. To smo navajeni. Nad 37 že temperatura, neki znak temperature tja. Otroci prenašajo višjo temperaturo, to moramo vedeti tudi krepko, čez 40 recimo še ne, odrasli pa smo tam že pri 41, menda že bolj tak, ne vem, no. No, druga stvar pa je, da smo nekje na potovanju v tujini, v Evropi, uporablja katera država drugo merilno skalo, kelvine ali pa ne vem, kaj še drugega. Vem, da v kelvinih merijo tudi temperaturo. Ja, Američani imajo, ne, kelvine, ja. V Evropi mislim, da ni. Evropska unija ne, ima Celzij. Združene države imajo. Že so imeli tudi dolgo časa, ne, tisti yard, pa miljo, pa tako dalje, ne. Pa se mislim, morda tudi pri tem ni, tako da. Mogoče, ja. Morda. Če zapustimo našo celino, Evropsko unijo, potem zna biti težava. Zna biti, če nakupujemo, ne. Potem moramo imeti tudi pretvornik, da se izračunamo, ne, kako je, ne. To včasih vidimo na nekih kvizih, ker recimo pri kolikih kelvinih voda zavre, ne. Mi vemo, pri Celziji je to 100, ne. Tam pa je tako. Ja, hvala, malce smo poklepetala o tehničnih stvareh, ne. Ja, pa so tudi zelo dobrodošle, kdaj pa kdaj. Pravzaprav o termometrih za merjenje telesne temperature. Pripomoček, ki bi ga moralo vsako gospodinjstvo imeti, skoraj da, ne. Pa mislim, da večina jih tudi ima. Tudi ima, ne. Hvala za vaš današnji obisk, cenjene gledalke in gledalci. Še ena oddaja s Farmacevtom za zdravje, to pot o termometrih in merjenju telesne temperature. Naj bo v mejah vse do prihodnje oddaje s Farmacevtom za zdravje, Pomurskih lekarn. Zdravi ostanite, čili in pa srečno.